Matej, živijo, najprej mogoče par besed o tebi, samo toliko, da poslušalci morda te kdo ne pozna, da majčkeno vejo. Z mano je danes Matej Rigelnik. Začetek svoje dolge kariere pri NLB, kjer ima nekaj funkcij. Od leta 2016 naprej vodil upravljanje premoženja v Triglav skladih, od leta 2017 naprej pa postal izvršni direktor Union Hotelov in trenutno vloga partner in izvršni direktor pri Equinox nepremičninski družbi, drugače pa znan kot strokovnjak za nepremičninske trge, zato je tudi danes z nami, da ga vprašamo kakšno zanimivost in se kaj naučimo. Matej, živjo. Živjo, zdravo. Zdaj pa morda, da kar začneva direkt na začetku, morda v neki core temi, ki jo pokrivamo, in sicer prvo vprašanje, koncentracija lastništva nepremičnin pri nas. Glede nepremičnin burimo duhove, imamo nekaj zanimivih statističnih podatkov. In prvi je ta, da recimo ljudje, ki živijo v lastni nepremičnini, ta odstotek je visok v Sloveniji, pa vendar pada. Torej, iz začetka 90-ih je padel nekje iz 85% na 75%. Kako ti gledaš ta trend centralizacije nepremičnin pri nas in glede na to, da je začel padati, kako ga vidiš nadalje? Ja, zdaj Slovenija je glede lastniškosti oziroma stopnje lastniškosti stanovanj kar pri vrhu Evropske unije, Se pravi, ta številka, ki si jo omenil, 75%, pomeni, da imamo nadpovprečno veliko število nepremičnin, ki so v lasti pač posameznikov. In drži ta teza, da ta številka v zadnjih letih pada. Je pa res, da je to neki globalen fenomen, to ni nekaj, v čemer bi bila Slovenija specifična. Morda je Slovenija specifična v enem elementu, da nima razvitih drugih elementov kapitalskih trgov in nalaganja denarja, kar pomeni, da se ljudje v večji meri potem odločajo za nakup nepremičnine kot neke investicijske dobrine. V tem smo Slovenci, mislim, da blizu svetovnih rekorderjev, če ne svetovni rekorderji. Kar pomeni, da nepremičnino dojemamo kot nek hranilec vrednosti ali pa nek kapital, ki se bo pač z rastjo cene nepremičnine in z najemninami pač oplemenitil, V tem je Slovenija specifična in je problem, da drugi segmenti, recimo borza, ali pa druge naložbe na kapitalskih trgih niso do te mere razvite in pač se potem ljudje v večji meri odločajo za to, Ne vidim pa to kot alarmantno ali pa karkoli, da bi rekel, da je treba to pogledno pač ukrepati. Zanimivo pa je, da je to kljub temu, da so z nepremičnine, vsi ekonomisti pravijo, pa statistika tako kaže, da je investicija v nepremičnine relativno nizek donos. Ko gledamo, na primer, da kupiš nepremičnino, jo oddaš, pravzaprav kjerkoli v Sloveniji so ti donosi nizki, pa se ljudje kljub temu odločajo za investicije. Ja, Slovenci imamo glede nepremičnin, jaz sem skoro ta termin, da smo Slovenci nepremičninski tajkuni. Imamo ekstremno veliko nepremičnin, delež nepremičnin v nekem premoženjski bilanci Slovencev je izjemno visok, kar pomeni, da verjetno ni samo racionalni vidik tisti, ki nas pelje do tega, da te nepremičnine kopičimo, če že želiš to postaviti na tako podstat. Ampak je velik del tudi iracionalen, Tudi slovenska zgodovinska izkušnja iz preteklosti, v Jugoslaviji in tako naprej. Slovenci nismo imeli možnosti ali pa alternative nalaganja denarja v neke druge inštrumente, Slovenci smo tisti denar hitro iz dinarjev pretvorili v marke in drug del je bil, da smo delali in gradili nepremičnine, In je to pač zgodovinsko pogojeno tudi, Tako da jaz pač mislim, da bi generalno če želiš neki bolj dolgoročen pogled, bi bilo zelo smiselno, da bi se država čim prej odločila z finančnim opismenjevanjem vseh, ki prihajajo, oziroma vsi, ki se šolajo za tega, ker je finančna pismenost tista ključna pismenost, da bodo ljudje lahko sprejemali racionalne odločitve. V veliki meri pa so nakupi nepremičnin bolj iracionalna odločitev. Se pravi, kupujemo prevelike domove in tako naprej, Pač gledamo na to, da je nekaj naše, nam to odtehta relativno visok strošek nakupa in pač, iracionalen pogled. Kako pa komentiraš dejstvo, da so stroški gradnje približno od leta 2020 do 2024 zrasli za nekje 25%, medtem pa, ki so se cene nepremičnin so se pa povečale za več kot 50% v enakem obdobju. Kako je to možno? To pomeni, da imajo gradbinci višje marže, verjetno ne, da imajo investitorji višje marže? Ja, mislim, se ti si iz tega boha, cel gradbeni oziroma cel postopek od neke ideje do gradnje je v Sloveniji vedno bolj kompleksen, vedno več je nekih zahtev, in vedno bolj nepredvidljiv postaja, In to je verjetno tudi en del,
ki močno vpliva tudi na končno ceno, ne. To je ena zadeva. Se pravi, ta administrativni okvir, ki ga država daje vsem, ki se bi potencialno odločali in šli investirati v nepremičnine, je pač zelo kompleksen, ne. Tudi mi imamo kar nekaj izkušenj s tem in vidimo, da, a ne, recimo pri enem projektu smo pridobili gradbeno dovoljenje 26 mesecev, postopek gradnje pa je potekal 2 meseca, a ne. Če je to razmerje, ne vem, 12:1, to jasno kaže na to, da je mogoče ta cel postopek precej problematičen ali pa ima velike izzive, a ne. Drug del, pomemben pa je seveda, da so nepremičnine pač podvržene nekemu trgu, ne, in če je povpraševanje po nepremičninah visoko, ponudba pa relativno majhna, in v Sloveniji je ponudba novih nepremičnin relativno majhna, to pomeni, da cene zrastejo. In temu smo priča. Je pa res, da se moramo Slovenci vedno znova ozreti tudi v tujino, ker generalno cene nepremičnin po vsem svetu, predvsem pa v Evropski uniji, recimo, če pogledaš, Španija je zdaj tak primer, a ne, veliko priseljevanja in cene nepremičnin grejo v nebo. Ni Slovenija glede rasti cen nepremičnin izjema, ampak je bolj pravilo, no. Tako da mislim, da bi Slovenci morali dozoreti do te mere, da pogledamo tudi neki globalni kontekst, ki ga mi nikoli nismo v stanju. Mi problematiziramo to neko zadevo do te mere, da potem verjetno se bo še tega dotaknila, potem država z nekimi zelo ekstenzivnimi ukrepi v obliki gradnje javnih stanovanj posega v trg. Na drugi strani pa politika ne uspe dejansko dojeti, da bi morala sama pogledati, kako ti postopki od nekih idejnih zasnov do končnega uporabnega dovoljenja pač potekajo, a ne. To so zelo dolgotrajni postopki, zelo kompleksni postopki, in če bi se država prizadevala, da bi se število in količina na ponudbeni strani povečala, jaz mislim, da bi primarno morali začeti na poenostavitvi teh postopkov. Okej, zanimiva teza, da je eden izmed večjih deležnikov tega, da ni več ponudbe na trgu, so ravno postopki, kot so pridobitve gradbenih dovoljenj, a ne. In OPPN-ji in OPN-ji in prostorske, pač vse, kar je, a ne. Nepremičninski trg je eden najbolj reguliranih trgov na svetu, ne. To velja za cel svet, v Sloveniji pa še toliko bolj, a ne. Država predpisuje praktično vse okvire, znotraj katerih lahko gradiš, praktično do barve fasade, a ne. No, morda ne toliko ekstremno, ampak mora se vklapljati to v neko celovito okolico tam in seveda država močno intervenira. In ko je državna intervencija tako močna, ne, saj vprašaj se, zakaj imamo po Ljubljani, pa ne samo po Ljubljani, po večjih urbanih središčih, kar sredi ničesar imamo kar neke travnate površine in pašnike in ne vem kaj, a ne. Zdaj, kaj si želimo v Sloveniji? A si želimo pri 70% poraščenosti z gozdom še več gozda, ali si želimo dostopna stanovanja? Če si želimo dostopna stanovanja, pol ne smemo omejevati gradnje objektov. Mi pa počnemo ravno obratno, ne. Zdaj smo ravno sprejeli, na katerih področjih se spet ne sme graditi in spet omejujemo to, ne. Ampak to ni, bom rekel, korak v pravo smer. Korak v pravo smer bi bil, da država poskuša v čim večji meri liberalizirati ta trg, a ne. In znižati te zahteve, nekako odpreti možnost več gradnje. Ja, Recimo, da je investitorjev dovolj, da je kapitala dovolj, da je v bistvu regulacija ta, ki bremza celoten trg. Mislim, sigurno je regulacija, ne bom rekel, da je regulacija edini razlog, ampak regulacija je eden pomembnejših razlogov, a ne, ker gre za, kot rečeno, za zelo, zelo izjemno reguliran trg. Recimo pri javnih stanovanjih, a ne, ne vem, s kom sem se pogovarjal, cirka pol leta nazaj, država je zdaj sprejela spet neki dodaten ukrep, da morajo biti ta stanovanja centralno prezračevana, ne. Centralno prezračevanje pomeni dodaten strošek, to pomeni prvič na samih inštalacijah centralnega prezračevanja, pomeni dodatne požarne lopute, ker so preboji med stanovanji in tako naprej. Zdaj, a je to res nekaj, kar bi država morala sprejemati za nek tip stanovanja, ki je recimo neke socialne narave? Jaz mislim, da ne, a ne. Kaj je narobe z oknom? Jaz sem ravno prišel iz Romunije, bil sem v nekem socialističnem bloku sicer, ampak tam obstaja okno v kopalnici in odpreš in to je centralno prezračevanje kopalnice, ne. Zdaj, zakaj moramo mi te standarde toliko dvigati, hkrati se pa soočamo s problemom pomanjkanja stanovanj? Ja, res je. Ampak bi rekel, skvečko temu dajo tudi investitorji, ker ko gledamo projekte, povprečne projekte investitorjev, vemo, da je zelo velika potreba po tem social bavu, ki niso zdaj cenena stanovanja, ampak so poceni smiselna stanovanja. Investitorji grejo pa zelo pogosto v nadstandardna stanovanja. Zakaj misliš, da je tako? Ja, marže so sigurno verjetno večje, a ne, saj trg je racionalen, a ne. Trg verjetno pove, kje se bo splača graditi, vzame v obzir vse te omejitve in postopke, ki jih ima, in seveda na projektu, recimo, če rečeva, socialnih stanovanj bi bil vrednost projekta 30 milijonov, Schellenburg je bil pa projekt 100 milijonov in seveda, če je marža ista,
se bo splača delati draga stanovanja, a ne. To je logično, a ne, ampak država bi lahko z recimo tudi politiko izrabe prostora pač šla naproti in rekla, te površine so namenjene gradnji recimo nižje cenovnih stanovanj, a ne, ampak tega država zaenkrat ni naredila, iskreno, ne. Kakšen vpliv pa bi imel tukaj recimo davek na nepremičnine? Vem, da si ti nasprotnik davka na nepremičnine. A misliš, da ne bi uvedba davka pravzaprav sprostila določene nepremičnine, ker bi jih ljudje želeli prodati zaradi davka, ali vidiš morda učinek nasproten? Jaz sem pogledal kar nekaj empiričnih študij. V Sloveniji imamo en temeljni problem, da se vedno znova zatekamo v ideološke debate, ne. In ideološke debate, s tem mislim to, a ne, da v teh nekih političnih odločitvah ali pa predlogih, ki jih politika daje, je veliko ideologije pa malo dejstev, ne. Jaz bi pričakoval od politike, če želi sprejeti nov nepremičninski davek, da bi pokazala empirične študije, vključno s tem, kar je naredila zdaj recimo Hrvaška, ki bi pokazale jasno in glasno, da davek na nepremičnine pozitivno vpliva na cene nepremičnin v smislu pocenitve. Ampak jaz teh študij nisem videl in tudi to, kar sem jaz sam osebno pač pogledal, empirike za temi ukrepi ni. Večinoma, ko se davki uvajajo na drugih segmentih, pa tudi na nepremičninskem segmentu, uvedba davka pripelje do podražitve produkta, ne do pocenitve. Zdaj ta element praznih stanovanj in tako naprej. Ja, lahko bi delno mobilizirali, ne, lahko bi delno mobilizirali ta zemljišča tudi, ki so prazna. Lahko bi, ampak v generalu ne verjamem, da bi nepremičninski davek pripeljal do pocenitve nepremičnin. Tako da logika je zelo jasna, ne. Če mi potrebujemo dodatna stanovanja, potem mora država omogočiti, da se bo ta dodatna ponudba na trgu pojavila, se pravi s tem administrativnim ali pa institucionalnim okvirom. Tega pa ne počnemo. Mi iščemo bližnjice in nepremičninski davek je ena izmed teh bližnjic, ki ima zelo močno ideološko komponento, zaradi tega, ker lahko stigmatiziraš določen krog ljudi, ki ima več stanovanj, a ne. Tajkuni, kapitalisti in ne vem kaj. Ne vem pa, če bo to, ali pa skoraj zagotovo ne bo pripeljalo do pocenitve. Ja, v smislu obdavči bogatejše, Tako je. pa razbremeni. Tako je. Če pa pogledaš morda še sam en konceptualen vidik. Delež države v bruto domačem proizvodu, se pravi vse ustvarjene dodane vrednosti v Sloveniji je izjemno visok. Smo med državami ali pa gospodarstvi, kjer država v povprečju je kar zelo prisotna v vsakdanjiku gospodarskih subjektov ali pa pač državljanov, a ne. Se pravi, Slovenija to pogledno ni neka neoliberalna državica, kjer bi država ne igrala nobene vloge. V Sloveniji igra država izjemno pomembno vlogo in nadpovprečno veliko vlogo, a ne. Ampak tega se Slovenci ne zavedamo, ker pač, se pravi, so te ideološke debate hitro zasenčijo tisti neki elementarno vsebinski del. Kako pa pol komentiraš, država pa poskuša konkretno ta ventil razbremeniti iz javnim stanovanjskim skladom, a ne? Z famoznih 10.000 stanovanj. Kako komentiraš to aktivnost države in zdaj financiranje, da bojo naredili 10.000 javnih stanovanj, pa kako bo to vplivalo na naš trg? Ja, to bom poskušal to najbolj politično korektno, kar se da pač povedati. Zdaj, najprej si moramo zastaviti temeljno vprašanje, če bo država izvajala to izjemno drago, ne, politiko, ker to mi govorimo o stanju, koliko je na enoto stanovanje, se pravi 150-200 tisoč evrov, se pravi, izvorne številke. Se pravi, mi se moramo vprašati, za koga. Za koga. Ne, in zakaj za koga, ne. Če ti pogledaš rodnost, ne, naša pada, ne. In mi smo pod nadomestitveni vrednosti, če se izrazim ekonomsko, se pravi, Slovenci nimamo potomcev, ki bi sploh zagotavljali potrebo po tem, da se ta javna stanovanja gradijo. Se pravi, zelo verjetno, pa ne zveni to nacionalistično, ampak teh stanovanj ne gradimo za Slovence oziroma za tiste državljanke in državljane, ki smo v Sloveniji, a ne. Jaz mislim, da se v veliki meri ta javna stanovanja gradijo za uvoz tuje delovne sile, ne, se pravi, da se jim zagotavlja neko infrastrukturo, ki je sicer ne bi imeli. Seveda pa se moramo takoj v naslednjem koraku vprašati, kakšna je dodana vrednost uvoza te delovne sile v smislu kontribucije v nek socialni, zdravstveni in siceršnji sistem, a ne. In jaz mislim, da je tukaj ekonomika, in to kažejo tudi študije iz tujine, zelo vprašljiva, ne. Se pravi, mi bi se morali najprej vprašati, za koga ta stanovanja gradimo, ne. Če jih ne gradimo,
In seveda se potem zastavlja vprašanje, za koga imamo to državo, a ne, se pravi Slovenija. A je Slovenija za Slovenca, a je Slovenija za neka univerzalna država za svetove državljane. In jaz mislim, da bi to bilo ključno vprašanje, ki bi se ga politika morala zastaviti, a ne. Ta celotna ideja o intervenciji države v obliki javnih stanovanj je prvič izjemno draga in drugič, se pravi, ne, če ne vemo, za koga, je še toliko bolj vprašljiva. Tako da jaz sem zelo skeptičen generalno glede tega. Obenem sva pa ravno prej ugotovila, oziroma mislim, da je kar aksiom, da je kapitala na trgu dovolj, investitorjev, ki bi želeli graditi stanovanja, je dovolj. In v bistvu država morda teza, namesto da bi odprla možnosti investitorjem, da gradijo več, gradi zdaj sama. Ne, in obremenjuje svoj proračun s tem in tako. Ja. V bistvu državi ne bi bilo treba obremenjevati proračuna, pa bi bil morda rezultat enak. Ja, Ja. in na koncu, jaz se bi tudi na koncu strinjal, da država tudi zgradi kakšno stanovanje, če trg ni v stanju teh stanovanj zagotoviti. A ne. Ampak najprej omejevati trg, ga zatreti, birokratizirati do te mere, ne, da se investitorji ne odločajo v zadostni meri za gradnjo stanovanj in začeti graditi kar javna stanovanja oziroma državna stanovanja, je malo neoportuno, če mene vprašaš, a ne. In država bi morala najprej pogledati, kako te postopke poenostaviti, ne vem, v 2 mesecih do gradbenega dovoljenja. Zakaj ne naredimo 50 tipskih hiš, pa si jih lahko vsak zbere in jo lahko postavi pač na predoločenih področjih, a ne. Tega mi nimamo, a ne. Pa bi to zelo poenostavili, ne, vse skupaj, ne, verjetno tudi gradnjo pocenili. Ti se ukvarjaš tudi precej z modularno gradnjo, to je sigurno korak v pravo smer, ne. Tipska hiša, ki je lahko modularno zgrajena, verjetno pretežen del produkcije lahko v Sloveniji, se pravi, še ta dodana vrednost, potreba po tuji delovni sili ali kakorkoli je bistveno manjša, če se to modularno naredi, a ne. Skratka, veliko prednosti, ampak mi vidimo rešitve v Sloveniji vedno v več državi. Se pravi, če se nastopi problem, ne vidimo rešitve v tem, da bi omogočil trgu, da zgradi, ampak že država intervenira. Tukaj je zanimiv primer Nizozemska. Oni imajo stanovanjski problem še veliko večji kot mi. Oni rabijo v 20 letih celo 1 milijon stanovanj. In en izmed ukrepov, ki so ga naredili, ki je bil čist lex specialis, je, da so omogočajo začasno gradnjo na določenih kmetijskih zemljiščih. In sicer popolnoma modularno, tako, omogočajo to za 50 let, to tako rešuje, do te stopnje so prišli, a ne. Pa dolgoročno so rekli, se bomo takrat ukvarjali, ali bomo to pustili tako, kot je, ali ne, ali bomo dali v prvotno stanje, a ne. Ja, absolutno. Jaz sem nizozemski model itak gledal tudi, a ne samo iz tega vidika, ki si ga ti zdaj opisal, ampak tudi drugačne. Tudi redevelop, se pravi obstoječe pisarniške zgradbe, kar smo mi v Stolpnici delo tudi recimo poskušali narediti, a ne, da se obstoječe zgradbe, ki te osnovne funkcije, recimo neke pisarniške dejavnosti ne opravljajo več, v nekem poenostavljenem postopku spremeni v stanovanja ali pa v neke apartmaje. To bi zagotovili kar zajetno količino stanovanj, ampak problem in teza slovenskega zakona, se pravi v tem redevelopmentu ali pa spremembi namembnosti, je ta, da če mi zdaj spreminjamo objekt iz leta 1980 gradnje, kot je bilo recimo na primer Stolpnice delo, moramo zagotoviti stanje objekta, kot da je to leto 2025. To se ne da narediti, a ne. Oziroma za sabo potegne tako visoke investicijske stroške, da bo gradnja draga, ne. Ampak zakaj? Zakaj? Recimo, če gledaš konkretno, če lahko na tem primeru to predstavim, objekt delo 1980, standard gradnje je, ne vem, po mojem 10-krat boljši kot stanovanj recimo na Fužinah, a ne. Ampak mi moramo zagotoviti za ta objekt zdaj, kot da bi ga na novo gradili, a ne. To se ne da, a ne, oziroma se da, ampak bo drago. In zakaj ni? Recimo Nemci so tudi to sprejeli. Nizozemci, jaz sem gledal te primere Nizozemske, ne. Oni so naredili iz bivših hal, iz vsega možnega so naredili stanovanjske nepremičnine. Ampak mi smo spet unikum, ne. To bi moral biti eden izmed političnih ciljev, ne. Recimo vse te stare bajte, ki so okoli okrog, recimo okoli imamo Mercatorjev bajto, kaj bo to? To 3/4 ljudi itak ne dela noter, ne. To je idealna stvar, da se spremeni po nekem poenostavljenem postopku. Ampak če je ta postopek zakompliciran in v primeru tistega, ko sem opisal, 26 mesecev pridobivanje dovoljenj, ne, soglasodajalcev in tako naprej, pa 2 meseca za neko modularno gradnjo noter, ne, to ni neko razmerje, ki bi investitorja spodbujali, da bi se odločil še za kakšno nadstropje spremeniti, ne. Ja, res je. Zdaj, kako pa komentiraš stanje nepremičninskega trga? Zdaj, čeprav, če imam prave podatke, transakcije že kar nekaj časa padajo, cene postajajo iste. Ali razen. Ali celo rastejo, tako. Zakaj je tako? Mislim, če bi jaz imel A je to umetno nekdo drži cene? A je trg dejansko zdrav in je
ta ponudba tako presega povpraševanje? Mislim, jaz se že kar nekaj časa čudim, zakaj so te nepremičnine tako visoko vrednotene glede na neko razmerje med ceno kvadratnega metra in plačami, ne. Ampak izgleda, je to neka kombinacija teh faktorjev, ki so jih na začetku opisala, da imamo Slovenci strašansko afiniteto do teh nepremičnin in da je ponudbe enostavno premalo, a ne. Transakcije pa padajo, ampak jaz mislim, da je treba eno pomembno razliko recimo glede na 2008 jasno definirati, ne. Ni toliko finančnega vzvoda v teh trenutnih gradnjah ali pa v trenutnih projektih, da bi to kogarkoli prisililo, da te nepremičnine, recimo, če dam primer, tako kot so Celovški dvori, ki so se na koncu za 300 ali 800 evrov na kvadrat prodali, tega ni, ne. In zato lahko tisti, ki so gradili nepremičnine ali pa ki imajo v lasti recimo neki projekt, čakajo. Ni finančnega vzvoda, ki bi jih silil v to, da bi te nepremičnine prodali. Tako da jaz mislim, da je to en pomembnih razlogov. Je pa to spet v nekem globalnem kontekstu nekaj, kar se dogaja povsod, a ne. Mogoče je Nemčija neka majhna izjema, ampak drugje po Evropi pa mislim, da cene nepremičnin kar rastejo. Drži. Kako pa vidiš fenomen Airbnb-ja? Zdaj, na primer, za leto 2023 Airbnb prikazuje več kot 2600 aktivnih ponudb v Ljubljani in nej pa bi bilo skupno število stanovanjskih enot, ki se uporabljajo za kratkoročno oddajo, cirka 15.000 vse skupaj, a ne. A to dodatno daje pritisk na nepremičninski trg, a to izriva ven prebivalce iz urbanih območij, ker je že tako največji pritisk? Kako ti vidiš Airbnb? Ja, Airbnb je neki globalni fenomen. Ni Slovenija edina država, ki je recimo sprejela zakonodajo za omejitev kratkoročnega oddajanja, ne. Mi smo jo tudi pač sprejeli. Zdaj, kaj spet kaže neka statistika, ne, New York in recimo Barcelona in tako naprej, a ne. Omejitev oddajanja Airbnb ni pomembno vplivala na najemni trg v tem smislu, da bi znižala cene najemnin, ne. Ni pomembno vplivala. Tako da jaz mislim, da je to še ena izmed teh ideoloških bitk, ki jih v Sloveniji pač vodimo zaradi tega, da bi dosegli neke politične cilje. Jaz sem zelo zadržan glede tega, da bi to pomembno vplivalo ali pa da bo pomembno vplivalo na najemni trg. Iz preprostega razloga, ker je zakonodaja na tem najemnem, in če se še malo vrneva nazaj, to, kar si rekel, toliko praznih stanovanj, ne. Zdaj, moramo se vprašati, zakaj ta stanovanja so prazna, ne. Verjetno je tudi en del problema, da je ta zakon, ki ureja ta najemna razmerja, zelo, zelo recimo da problematičen, a ne, in lastniku nepremičnine ali pa lastnika nepremičnine precej omejuje pri tem, recimo, če mu najemnik ne plača, kaj lahko potem v nadaljnjih korakih, kako lahko v nadaljnjih korakih pač ukrepa, a ne. In zato se veliko ljudi ne spušča sploh v oddajanje, ker vidi v tem večje težave, a ne, in raje samo špekulira na rast cen nepremičnin. Tako da jaz mislim, da velik del ali bi država morala poseči predvsem v tem, da se uredi ta zakon o najemnih razmerjih oziroma pač ustrezna zakonodaja. Airbnb pa jaz mislim, da je spet bolj neka ideološka bitka, ne. Zdaj, Ljubljana ima res nadpovprečno veliko stanovanj, ki se oddajajo kratkoročno, ampak saj pravim, jaz ne verjamem, da bo to pripeljalo do tega, ne. Po drugi strani pa še to, a ne. S tem država, ko je to naredila, recimo jaz sem predstavnik družbe, ki ima v lasti kar nekaj hotelskih sob v Ljubljani, ne, s tem monopolizira v bistvu oziroma nam kot recimo da predstavnikom hotelirjev daje monopolno pozicijo, a ne, pri oddajanju kratkoročnih namestitev tujcem, a ne. Ker s tem, ko omejiš ti neko zasebno pobudo, daješ tistim, ki imajo pač neke hotelske namestitve, a ne. Zakaj pa? Ja, zato ker bo tiste, ki so zdaj oddajali prek Airbnb-ja, onemogočil, kar pomeni, da bo večje povpraševanje po hotelskih sobah, kar pomeni večji dobiček za hotelirje, a ne. In zdaj, a je to tisti neki temeljni cilj, ki bi ga naj država zasledovala? Jaz mislim, da ne, ne. Pa še enkrat, za nas to izjemno pozitivno vpliva v smislu prihodka in posla, a ne. Pa sem jaz zelo zadržan, ker seveda, ne, jaz mislim, da moramo zastopati ta koncept, kaj bo naslednji korak, a ne. Se pravi, zdaj smo omejili to, kaj bo naslednji ukrep, a ne. In mene je kar strah teh ideoloških politik, no. Kaj pa bi rekel, da je prihodnost hotelirskega posla in nastanitev v Sloveniji ali pa v Ljubljani?
Jaz mislim, da ima Slovenija generalno problem, da ima prvič 50% oziroma 30% vseh hotelskih namestitev je v lasti države, ne, v obliki Save, Sava Turizem, ne, kar je zelo neka nenaravna pozicija neke države, da je država neposredni lastnik hotelskih namestitev, zajtrkovalnic, restavracij in temu podobnemu, ne. Tako da morali bi se o tem najprej pogovoriti. Drug temeljni problem, ki pa je to, da slovenski turizem ne ustvarja zadostne dodane vrednosti, sploh če ga primerjamo s hrvaškim, ne. Hrvaška je strateško, prvič ima korporacije, ki so iz privatnega sektorja in ki so strateško vlagale v te hotelske namestitve, predvsem je to Valamar, ne, saj ga verjetno Slovenci poznamo, je še Maiskra, se pravi, sta dva zelo pomembna igralca, ki sta strateško razvijala te hotelske in turistične namestitve. In to je obrodilo kar dobre sadove, v smislu, da so lahko cene dvignili, da je dodana vrednost večja, medtem ko Slovenija ustvarja relativno nizko dodano vrednost. Je Ljubljana, ki je recimo da nekaj posebnega, potem pa je ostala Slovenija, ki je, ja, bolj nizkocenovna destinacija. No, imate še izjeme, recimo, ne vem, Bled in tako naprej, ampak to so bolj izjeme kot pravila. Tako da poudarek na tem, da bi morali mi pripeljati v Slovenijo turiste z dodano vrednostjo. Ne, in z večjo kupno močjo, ne. Povprečno bivanje turista v Ljubljani pa je 2 dni. Ne. Zelo kratko je. Premalo, ne. To pomeni, da samo čistimo skozi. Zdaj, zanimivo mi je pri vseh vprašanjih, ki se jih dotakneva, in jaz se s tem strinjam, priletiva na državo kot eden izmed ključnih problemov ali pa zakonodajo. Zakaj do teh sprememb ne pride? Je možno, da so kakšni, eno je na strani investitorjev in ostalih na strani kapitala, kakšni kartelni dogovori, da je nekomu v interesu, da ne prihaja do teh sprememb. Imamo tako v bistvu že strupene posledice te zakonodaje v stanovanjskem problemu, v nekih anomalijah družbe ali pa anomalijah poslov. Zakaj ne pride do sprememb? Dobro vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Lahko da je v ozadju. Sigurno je razvijalcev projekta v Ljubljani, ki ima zdaj še za stavce na 3 projektih, ni v interesu, da se ta problem odpre, mislim, da se ta trg odpre in da lahko pride še 10 drugih z stavcami, ne. Lahko da je del elementa oziroma del problema tudi v tem, sigurno pa je velik del problema v sami administraciji, ki ne razume neke logike ali pa ki ima pomanjkanje razumevanja v neki logiki gradnje in tega problema. Tako da jaz, če govoriš o neki globoki državi, kar si nekako namignil, je verjetno del problema tudi v tem, ampak večji del problema vidim, da se v Sloveniji ne pogovarjamo o vsebinskih stvareh. Mi vedno zaidemo v neke te ideološke politične teme, s katerimi ljudi polariziramo, naj si bo to Rusija, Ukrajina, Izrael, Gaza in tako naprej. V problemih, ki se tičejo pa nas samih, kjer bi morali slovenski politiki predstaviti volivcem neko resno alternativo v obliki konkretnih rešitev, ne, za problem stanovanj in tako naprej, in teh problemov je veliko, je pa pol zmanjka, ne. Mi se pač pogovarjamo o nepomembnih, ampak polarizajočih stvareh, o tistih ta pomembnih pa bolj manj. In jaz mislim, da je, če bo kaj uspeh tega podcasta, ki ga imava, je to, da spodbudiva seveda vse gledalce in gledalke, ki bodo, ne, da vprašajo svojega političnega predstavnika, zakaj ne spremeni stvari. Dobro, Matej, to je vse, kar sem imel za danes. Hvala ti za to. Upam, da je bila kava dobra. Odlična, hvala. Tako da upam, da bo poslušalcem premaknila kakšno misel, da bo prišlo do kakšne spremembe, drugače pa uspešen posel še naprej. Hvala za povabilo. Prosim.